Bomo še malo počakali, da bo ura 3. Vmes si lahko gledamo lepo okolico. Wow. En kuža je še prišel. Dober dan. Kaj je nove, v Rihtu? Ja, tudi, ja. Upam, da me dobro slišite. Zdaj je prišel en vaščan mimo. Moram reči takole. Ja, tisto je hrib Grmača, kamor gremo. Še malo. Ja. Malo trese vse, ko veter piha. Malo bo zabavno danes. Sem mislil, da bo bolj lepše vreme tukaj na Krasu, na Gornjem Krasu. Jebem ti. Sem dal dol rukavice, zato ker me motijo. Pozdrav Bogdan. Lepo, da si se pridružil. Ja, še malo počakajmo. Teli začetki streamov so vedno taki. Vedno je dobro malo prej začeti, ker se ljudje malo prej prijavijo. Se me dobro slišite? Samo preverjam. Nobenega odziva, torej ali me ne slišite, ali pa ste vsi toliko zadovoljni, da ste lepo na toplem in si boste ogledali arheološko najdišče iz stola. Aha, tako. Ja, vmes bo, ko ne bo pihal, bo malo več povedal. Ok. Znači bomo kar, še malo. Nisem še čisto na najdišču, zato ker bomo malo prej začeli, da so malo sprehodili, pa da vam še kakšne druge stvari pokažem, ker niso samo prazgodovinske gradišče, ampak še stvari okoli. Toliko za uvod. Jaz bom kar začel. Če koga zanima, teh 10 minut si Živjo, sem Jošt Hobič, vodja projekta Pokrajina prednikov pri zavodu Dobra pot. In danes smo vam organizirali ogled arheološkega najdišča Grmača pri Kostanjevici na Krasu, oziroma tlele je vas Novelo. Ter bil je tudi podnaslov posledic Prve svetovne vojne. Namreč smo na območju
smo na območju tudi Krasa, kjer je bila tudi Soška fronta. Tako da si bomo tudi to ogledali. Namreč čez tale hribček je šla tudi ena izmed frontnih linij. Tako da osnovo, to je to za začetek. Zdaj pa se bomo kar podali na pot, je enih 10 minut peš, tukaj, 15 minut bomo še kaj drugega pokazal. Za začetek, če že v prvi svetovni vojni govorimo, tukaj je ograja, suhozidna, ampak imajo vmes tudi, kot vidite, betonske traverze. To je ena redkih stvari, ki jih vojska ni vzela, ko se je fronta leta 17 premaknila na Pjavo, reko Pjavo, je bil beton. In domačini so ga lepo izkoristili, to so priklade, verjeten od vrat, zaklonišč in bunkerjev in tako naprej. Tako da zdaj smo kar šli naprej. Tole imamo s sabo, če v kje treba pogledati, da si boste malo predstavljali, koliko je kaj veliko, metrsko palco arheološko. Gremo kar kaj. Takole, ko vidite, Kras, tukaj je še kar, eni deli so neporaščeni, kar je lepo videti. Lažje si predstavljati, kako je bilo 200 let nazaj. Medtem, ko je bila tukaj fronta, tega ni bilo čisto nič. Če gledate kakšne slike, stare slike iz tistih časov, je bilo na frontnem območju golo vse. Smo tudi zdaj na poti miru, to je pot ob Soški fronti, ki poteka vse od Posočja, vse dol na Kras. Tako da, če vas zanima, je lahko tudi prehodite. In že tale pot, po kateri hodimo, je iz časa prve svetovne vojne. Namreč, ko se lepo prav vidi, da je bila, poleg tega, da je seveda velik zid na vsaki strani uravnana, še posebej tam, ko gremo čez kakšne luknje, se vidi, da je zelo dober nasud, ker namreč vod verjetno bil tole gor, gradišče imamo tam, tudi ena izmed bolj pomembnih točk na samem odseku tle fronte. Kot vidimo, poln suhih zidov. Zdaj, ko se takole človek sprehaja po krajini, recimo po Krasu, še bi kaj zaraščen, ne vidi lih velik, ne. Pač je tale krajina, ki jo zajame človeško oko, je zelo omejena z grmičevjem in drevesi, tako da niti ne dojamemo celotnega obsega vseh teh suhih zidov, ograd, ki so vse okoli. Večina seveda od srednjega veka dalje grejo po parcelnih mejah, ki so še danes aktivne. So današnje parcelne meje. In tako da dolg časa je veljalo, da razen, kar se tiče prazgodovine, zato ker nismo videli, ker je bilo vse zaraščen, razen prazgodovinskih gradišč, kakor je Grmača, recimo, ki ga gremo gledati danes, z monumentalnimi ostanki obzidja, da ni nič drugega. Ampak, kot veste, jaz, ki se ukvarjam tudi z zidarjem, je pač lih ta tehnologija oziroma to orodje prineslo tudi arheologom zelo veliko pozitivnih stvari. Ena izmed teh je, da lahko gledamo tudi zaraščeno, pogozdeno krajino, kot da bi bila brez dreves. In s tem lažje vidimo stvari, ki so drugače nevidne, priznam. To si bomo tudi kasneje šli ogledati. Čist na koncu. Bom šel pogledati, nisem bil še tam, eno ogrado, vam bom pa tudi pokazal, ko imam sprintano, kako to izgleda, ampak bom pol gor, ko bomo na gradišču. Zdaj še vedno hodimo tle po poti. Tukaj na tem območju, da vam bi mogoče kaj pokazal, ni kakšnih teh ostankov prazgodovinskih ograd.
zemljiške razdelitve. Tako da bomo najprej začeli z Prvo svetovno vojno. Upam, da nam zgrešil odseka. Če ima kdo kakšno vprašanje, naj kar pove. Aha, tlele se je spucala malo parcela. A vidite, tele, ki so kupčki, tele kupčke, ki so v sredini, ki so na dostih parcelah tudi zdaj, ki so jih še ljudje, dokler so obdelovali te parcele, recimo kosil, so jih še vedno zlagali kamenje, ker je prišlo na plan na tele groblje. No, take stvari so delali tudi v prazgodovini. Vendar večina tistih grobelj iz tistega časa je zdaj prekrita s travo. Ne s kravo. Aha. Zdaj pa bomo se malo prestavili par tisoč let naprej, v čas od leta 14 do 17. Tukaj pred nami je eden izmed jarkov, vojaških jarkov frontnih. Kot vidite, so uporabili, zato ker je bila posod živa skala, da niso čist posod kopali zelo globok, so naredili kar zid, suhi zid, da so povišali za zaklon in tukaj vidimo jark ukopan. In tega je, preden se je, ki pa seveda poteka tlele čez pot in se nadaljuje naprej. Bom pol pokazal na posnetkih, koliko je tega, na liderskih posnetkih. Namreč tudi pred tem, vedno ko se je govorilo o Soški fronti, saj jaz sem, no, vedno sem imel v mislih tisto visokogorje, Alp, in pa tam po vrhovih Slemen, tiste velike oziroma dolge linije jarkov, ki pač tam se vidi, ki ni zaraščen, ne. Zdaj pa z Lidarjem smo pa videli, da je tega na Krasu še mnogo, mnogo več. Namreč le čez Kras se je fronta parkrat premaknila in vsaka stran je na novo, dostikrat kakšne stvari tudi na novo naredila. Zdaj smo sicer na območju front, kjer jih je delala Avstro-Ogrska vojska. Joj, ne, saj nisem še mimo. In tudi seveda zelo velike raznih ostankov, kjer so granate razbile. Saj bom gor videl na gradišču, se lepo vidi, kakšni krateri so nastali. Tudi na samem obzidju gradišča. No, vsaj tlele je malo zamrla burja, tako da super. Sem jih rekel, da je zamrla, je pa začel pihati. Evo, aha, poleg jarkov je na Krasu zelo veliko ostankov kavern. Tega je res zelo veliko tlele okoli. Kot vidite, takole je bilo kopan, to so bila zaklonišča, razni prostori za skladišča, za živeti. Mislim, ko so bili na fronti, so tle noter bivali. Imamo tudi tamle na drugi strani ena, tlele okoli. Zelo velikokrat so uvrtane, takoj veš, da to je bila Avstro-Ogrska vojska, ker pač Italijani so iz druge strani. Bogdan, gorko bom povedal. Vedno so tele stvari uvrtane v stran hriba, toliko, da je bil zaklon, ali pa na dnu vrtače, tudi v smeri zaklona. Sicer jaz nisem šel nobeno tole tlele pogledat, še, ampak res tega je na Krasu zelo, zelo veliko. Evo, in tlele imamo spet
Takole izgleda, pa ki je malo manj zasut jark vojaški. Kot vidite je, kaj vem, slab meter globok. Seveda gor je imel isto povsod narejen še iz kamna zaklon, da je bilo malo višji. In zdaj gremo pa proti. Vidite je cikcak. Opa. Zdaj še malo globi. In tega je res na tisoče in tisoče kilometrov po celemu temu delu Krasa tukaj od. To je bila ena zadnjih linij, sicer še ena linija gre mimo tamle Ambroža, pa gor nad Trstelj, tam je še so jarki, pa nič več, tako da to je bilo vse prekopan. Se morate predstavljati, mislim, jaz si ne morem predstavljati, koliko so to mogli takrat te ljudje, fantje, ki so tlele služili vojsko, prekopati. Večinoma vse na roke, verjetno tudi kaj z eksplozivom pomagali, ampak ja, to. Tle gre pot vedno ob jarku. Samo toliko, da vidite, kako se to vidi v naravi, pa pol, kaj nam, ko pogledamo z lidarjem, ko dobimo malo večjo sliko, predstavo o tem, kaj je to, da vidimo. No, zdaj se pa bližamo gradišču, kot ga vidite. Evo nas. Tole je gradišče Grmača, tle je tudi lepa ena informacijska tabla, sicer še vedno ne vem, zakaj ta slika, namreč to so kar tele kraški naravni pojav, nič ni vezano na tole, ne vem, zakaj ni slika tega, ampak v redu. Ja, tle smo. No, da začnem še s Prvo svetovno vojno, tole so ostanki eksplozij granat, take velike luknje, pač le malo bolj razdejal, sem videl tudi na oni strani. Tam od spodaj je še ena kaverna, pa na oni strani tudi. Zdaj, na Krasu imamo teh gradišč s temi ogromnimi ostalinami kamna, ki je pač so ostaline obzidja v resnici. Pač imamo jih zato, ker tega materiala je zelo veliko in so iz tega zelo relativno lahko sezidali zid. To morate vedeti, vedno ko hodite po teh ostankih zidov, ki so zdaj v resnici nasipi, naj si bodo, če hodite kje po Štajerskem ali pa Dolenjskem, kjer so bolj zemljeni, tam so bili nasipi oziroma grajeni nasipi, tam kjer je pa takole kup kamna, v resnici pod tem kupom kamna, če bi se tole složil skopavati, bom pol malo kasneje pokazal tudi slike tega, ko izgleda na enem drugem gradišču, kjer so skopavali, so v resnici od spodaj zidovi, oziroma en velik zid, ki pač tle vidimo, da se je razrušil. In taki zelo debeli verjeten, ker to je zelo velika količina kamna, to je moglo biti zelo ogromen. Zdaj, Bogdan je vprašal, kako si predstavljal življenje takrat. Ja, vse, kar vidite okoli, zdaj datacija tega, tlele na zahodu Slovenije ta gradišča najprej datiramo v čas pozne bronaste dobe, enih 1200 let pred našim štetjem. Vendar niso vsa gradišča nastala naenkrat, niso vsa gradišča živela istočasno, to je zelo težko, verjetno ne, glede na gostoto se je ta stvar malo tudi premikala. Ter funkcija posameznega tega, kako rečemo zdaj gradišče oziroma nekega ograjenega prostora je bila verjetno tudi različna. Zdaj tole
gradišče, ne moramo za vsakega reči, da je bilo sigurno not tudi naselje. Za večino lahko to rečemo. Pač problem je v tem, ker zelo malo teh gradišč je bilo raziskovanih. Čeprav tale je, po mojem, glede na to, kakšno veliko obzidje je, je zelo verjeten bil, so živeli noter. Zdaj, od česa so živeli? Tukaj je še ena velika luknja granate, po moje, tukaj je eksplodirali, letel kamen je na vse poprek. Nažalost se ne vidi noter, da bi mogoče videli v kakšnem profilu, kakšne še zidano strukturo. Nažalost ne. Kot vidite, no, tega ne maram, to mi takole ne zna narediti. S čim so se ukvarjali? S poljedelstvom, živinorejo. Sicer Kras verjeten, glede na tudi tisto, kar je bilo izkopano, pač kar se material najdu na teh gradiščih. Večinoma so tle ljudje živeli od živinoreje. Drobnica, tudi govedo in ekstenzivnega kmetijstva. Se veste, takrat so že imeli tudi pšenico in tako naprej. In v samih teh gradiščih verjetno je bilo življenje kar znosno. Ko ne rečem, za naše pojme sicer verjetno nepredstavljivo. Tako, bilo je, verjetno je bila krajina obdelana, tako kot je bila kakšnih 200 let nazaj, večinoma gola oziroma z temi pašnimi gozdovi. Namreč, dokler se ni kakšen, pač dokler se je uporabljal naravni material, kamen in les, so bile te resursi, predvsem gozd je bil zelo obremenjen. Sicer so znali, seveda drugače kot mi zdaj, gospodariti z gozdom, ampak je bilo vseeno, je bilo kar obremenjen. Tako da večino tega, kar je bilo zdaj, vidite, da je bilo zaraščen, ni bilo zaraščen. Je bila tudi, krajina je bila zelo gola, travnata. Seveda s posameznimi njivami. Tlele gremo še naprej. Evo, so kar, tlele je en manjši zaklon, ki je kar narejen z betonom. Vsej tega betona je povsod okoli poln. Takole gre obzidje še bolj dol. Zdaj pa grem sam nekam malo izven vetra, zato da vam pokažem par fotografij. Upam, da sem dobro povedal. Namreč v življenju v tistem času je zelo, po eni strani zelo težko govoriti, ker marsikaj ne vemo. Po drugi strani je pa zelo veliko generalizacije, ker pač veš, da tako bi skoraj lahko bilo, ker drugače ni moglo biti. Ampak ja. Grem sam tlele dol. Mene predvsem, kar me glede teh gradišč, skoraj vsak na Krasu, kot vidite, notranjost je še polna kraških, pač kamna, kašteli ven. In verjetno hiše, če so bile zelo narazen, ni bilo tle zdaj urejenih v kakšne ulice, ker enostavno ni moglo biti. Večina gradišč na Krasu ima, še vse te, ki so na vrhu raznih hribčkov, ima notranjost je zelo kraška, ni nikjer zravnan, zelo malokrat se dobi kakšne terase, zelo malokrat, ni tako kot na kakšnem Dolenjskem, ampak Notranjskem, kjer so te terase zelo izrazite naselbinske, ali pa recimo tudi v Posočju gor so na kakšnih gradiščih. Ok, samo malo trenutek, da jaz da ven malo se gledali travo, kraško travo, ki zeleni. Ok. Evo.
Ja, tudi to. Takole, mi smo zdaj tlele. Tole je, kar se lepo vidi na Ljubljanskem posnetku, celo gradišče. Zdaj smo ga obhodili do nekje takole, jaz sem šel malo nazaj, sem tlele. In vse, a vidite tele črne črtice, to so vse kaverne, zaklonišča. In kot vidite, je tega zelo polno okoli. Tudi če se malo premaknemo, tudi takole, vidite, ko sem rekel, da je v vrtačah, so bili celi sistemi zaklonišč, ki so bili povezani s potmi. In kot vidite, zelo dobro vidni sistemi linij iz Prve svetovne vojne. Seveda, ko pride dol proti vasi, kjer so njive, so jih zasuli, tako da jih ni, ampak na drugi strani se spet nadaljuje naprej. Bom pol majčkeno kasneje odgovoril. In pa tole je pač ena vizualizacija, ki nam zelo dobro pokaže stvari, ki so vkopane, medtem ko so stvari, ki so navzven, v večini primerov nam ne pokaže dobro. Tako sem naredil še tole, da vam sam pokažem, kaj mislim o prazgodovinski razdelitvi zemlje. Namreč tudi, če kljub temu, da si mislimo, da so bili v prazgodovini, ja, ko je Bogdan je rekel, trgovina je delovala, odkar je človek živ v eni ali drugačni obliki. Ampak je tudi pa bilo to, da so si vedno zemlje nekako so si razdelili v smislu, da je bila vedno nek način upravljanja z njo in vedno so bile neke meje, ker treba je bilo vse določiti, kje so njive, naselje, kje je vas, kje je posamezna pašniki in tako naprej. In tole, a vidite to, kaj take nepravilne oblike in noter ima par tudi teh belih pik, to je ostanek recimo prazgodovinske ograde. Zakaj lahko rečem, da je prazgodovinska? Zaradi tega, ker zdajšnja zemljiška razdelitev, zdajšnji kataster, suhi zdovi, ki so bili narejeni v zadnjih 500 letih, recimo, ali pa še malo več, ne spoštujejo tega. To pomeni, ker so oni to si razdelili, takrat se je na novo v srednjem veku začela deliti zemlja, oziroma upravljati zemljo. S prostorom samim, se tega ni upoštevalo, tako da lahko rečemo, da to je vse. Zdaj, koliko je to staro, to je zelo težko povedati, ker, saj veste, ponavadi jih ni, ne damo smeti, v tem primeru prazgodovine, keramiko, ravno pod zid, ki ga delamo, ponavadi, še posebej, če je dal od naselbine. Ampak čisto glede na analogije in tudi glede na čist na stratigrafijo, to prostorsko, lahko rečemo, da to je vse od, lahko že od časa neolitika, pa vse pol tudi v čas antike, namreč prehod med prazgodovino, mlajšo železno dobo in antiko v Sloveniji je bil, kar se tiče življenja, dokaj, bom rekel tako, mehak. Ni bilo kaj veliko sprememb. Razen tega, da so se iz gradišč velikokrat preselili v bližji cest ljudje, bližji cest v nižine, bližji obdelovalnih površin. Zdaj, razlogi za to so različni, eden izmed teh je tudi bil verjeten prisila, eni so bili tudi kdaj tudi zaradi tega, ker se je lažji pač stabilnosti samega političnega prostora in tako naprej. Tako da ja, o tem se vedno govori. Zdaj, ko sem rekel, tlele imamo sliko iz Taborja na Vrabčah, tako ja, ko so izkopavali eno izmed teh obzidij. In kot vidite, vsako obzidje je zgrajeno iz teh linij kamnov, vmes so pa nasuli drobir. In to je vedno v večjih fazah, da ti dobiš tak velik kup kamna, to se je gradil skozi tisočletja, prenavljali, poviševali, spreminjali, tako da to je delo tisočletij. Če vemo, da recimo so bila, ali pa stoletji, bomo raje rekli stoletji. Tukaj je ena karta vseh gradišč na Komenskem krasu. Mi smo zdaj tale kvadratek. Smo najbolj proti eni izmed bolj zahodnih na tem delu gradišč. Ja, to je to. Kar se tiče najdb na teh gradiščih, jaz enkrat, dvakrat v življenju se mi je zgodilo, da sem kaj našel. Ponavadi pač
Ni. Ali ni ohranjen, kajti erozija je zelo močna in te stvari, še posebej prazgodovinska keramika, zelo rada razpade, zaradi tega, ker je bilo pač malo slabše žgana v večini primerov, posebej tale, ki je bila za gospodinjsko uporabo vsakodnevno. Samo večkrat. Evo. Grem nazaj gor. Tako da moraš imeti kar malo srečo, da najdeš, in tudi če že najdeš, je zelo, pač je prišlo iz tle in to je to. Ja, kar se tiče krasa, tudi predvsem zdaj največje vprašanje, ki se poraja, so grobišča, namreč grobišč imamo zelo malo znanih glede na število gradišč oziroma število gradišč, ki jih imamo tle, je teh grobišč zelo malo. To pa zaradi tega, ker so bila plana grobišča, tako kot jih poznamo okoli Škocjana, pač vsekana v skalo, pokrita s ploščo in zdaj se je pač to zarastel in tudi z lidarjem tega ne najdemo. Tako da zdaj vemo, kje so živeli, z lidarjem vidimo, da je bila zemlja, krajina je bila razdeljena, zemljiško urejena. Zdaj, če pa recimo, kam so šli pa v smrt, oziroma kje so počivali v onostranstvo, pa tega pa še ne vemo. Z odpadki je bilo tako, da so bile posebej za to kakšno jamo skopali. Morate vedeti, da bi včasih bilo teh odpadkov bistveno manj, velika večina je razpadla, tako da v resnici edini odpadek, lahko rečem, če nisi na kakšnem zelo mokrem terenu, ki se ohrani, je keramika, ker to je edino, kar najmanj je podvržena propadanju. Les, vse organske druge snovi, to vse propadalo. Oziroma je zelo malo verjetno, da dobiš. Ja, kot vidite, tle je tudi zelo uničen samo obzidje od dejavnosti prve svetovne vojne. In tle imamo tudi še eno opazovalnico. Kot vidite, je bil kar delno zabetoniran oziroma vzidan v sam nasip, ostanke obzidja. Tle še eni redno uporabljajo za ogenj. In takole so gledali na drugo stran. No, a bo izostril. Noče. Ne, nisem hotel tega, kako jaz gledam čez. Takole, na uno stran so bile italijanske frontne linije. Kot vidite, so vse uporabljali. Od kosov betona, vse, kar se je dal. In te traverze so verjetno bile tle takole čez, ker sem jih prej tam pokazal in so jih ljudje lepo vzeli. Tako, ja. Tisto je Kostanjevica na Krasu vas. Tako, zdaj pa ima še kakšno vprašanje, nekaj kar natipka. Hop. Še enkrat veliko zaklonov. Veliko teh zaklonov je bilo narejen, verjetno so bile tole groblje, kamnite, ki so jih pol sam preoblikovali. Tako da ja, to je to. Zdaj pa, če še koga zanima, no, jaz sem odpravil v tisto smer, mene tudi zanima, se je par minut hoje, kako izgleda ostanki tiste ograde prazgodovinske. Verjetno se zelo slabo vidi. Joži, kaj to sploh je? To so ostanki, to so zdaj ostaline
Kar jaz tele hodim, potem so ostaline obzidja od prazgodovinskega gradišča. Razrušen, zdaj nasip, ampak včasih je bil to zid. Bogdan, jaz osebno sam ne vidim posebej po teh velikih gmotah kamna, da bi prišlo do kakšne velike škode, če se hodi po tem, zato ker se je v večini primerov je to en velik nasip, tako da če so kakšne strukture so skrite od spodaj pod tem nasipom kamna, razsutim, tako da lahko se pa hodi ne po tem, lahko se hodi tudi ob tem. Še posebej, če greste na kakšno recimo gradišče Debela Griža, tam je še očiščen, namreč tole gradišče je med manj zaraščenimi. Imamo še bolj zaraščena gradišča, tako da tam je problem. Tako da se lahko tudi po notranjosti ali pa okoli. Če pa hočete res videti, kako to izgleda, ko je očiščen, pa se gre pogledati Debelo Grižo, tam je večina gradišča očiščenega. Tako da res dobite občutek, koliko so bile to monumentalne zadeve, res ogromne. Recimo jaz zdajle stojim na dnu, verjetno je bil kje tlele vhod, ker drugega ne vidim. In do tamle gor je zihar enih 3 metre, če ne več. Samo sraka. Sej na večino gradišč koliko ljudi ne zanima. Mislim, je težko priti, tako da ni problem jih pustiti. Za javnost pa sej so. Te, ki so, imajo kakšne poti. Tako da za sam ogled, jaz ne vidim, da bi ljudje za samim ogledom in hojo kaj povzročili. Ampak to je moje mnenje. Verjetno so kakšni bolj zagrizeni, ki vidijo, da to je največje zlo na svetu. No, gradišče, čakaj, kje smo zdaj? Tlele. Tukaj smo, tole je Temnica. Tlele gor je še eno gradišče, Tabor, Sveti Ambrož. Tle gor imamo poleg, je, ko mi rekel, malo drugače. Tale gradišče Grmača je bilo naseljeno samo v času prazgodovine in pol prve svetovne vojne. Medtem ko gor Ambrož je pa eno izmed tistih gradišč, kjer je Bogdan v genetiki, pa ne bom govoril, ker nisem strokovnjak za to. Gor je pa gradišče bilo v prazgodovini in pol je eno izmed, ne bom rekel redkih, ker jih je kar nekaj na Krasu, kjer so se ljudje po tem, ko je pač rimski imperij takrat začel malo, pač varnost ni bila lih več zagotovljena, so se spet začeli umikati na utrjene kraje prednikov njihovih. In to so bila gradišča in gor na teh pa tudi na Lider posnetkih vidimo ostaline antičnih hiš, temeljev. Na Svetem Ambrožu je pa še to je tamle gor. Je pa še to zanimivo, da je potem še v srednjem veku je bila gor cerkev Svetega Ambroža, ki pa mislim, da je v 13. stoletju so jo prestavili oziroma pač je bila porušena, ni več obratovala in so jo dol prestavili v samo vas, Temnica. Tako da imamo gor pa mnogo več, plus še prva svetovna vojna, namreč Sveti Ambrož je šla zadnja ta velika linija frontna Avstro-Ogrske vojske. Tako, jaz bom zdaj pohitev, tako da če bom malo tiho, zato da gledam pod noge. Da gledam pod noge in da bom gledal še na drug telefon, da vidim. Tako. Še kakšno vprašanje? Sej, če vas zanima, recimo, če v okolici kakšne vaše vasi, kjer živite, ali pa kraja, kakšno gradišče ali pa kaj, to lahko se pogledate tudi na registru kulturne dediščine. Samo tipkajte v Google register kulturne dediščine, pa nejte na unga, ki piše arhivsko stanje.
pejte na enega takšnega, ki izgleda zelo novo in tam pač poiščite. Tam je vsa dediščina, ki je v registru zavarovana dediščina, od arheoloških najdišč, samih vasi, vse je označen. Tako da in pol greste na sprehod pogledati. Ali pa greste pogledati kakšno od teh, ki so turistično bolj zanimiva. Kakor sem rekel, če ste splača se iti pogledati Debelo Grižo. Tako. Samo da jaz preverim, kje sem na GPS-u. Aha, še 100 metrov. Evo, tle so spet jarki. Ni zakaj joži. Se vem, meni je mogoče samoumevno, ampak priznam, tudi jaz sem bil, ko sem začel študijem arheologije, malo šokiran, da se tega v šolah, tudi v gimnaziji, skoraj nič ne učimo. Verjetno je zdaj malo drugače, upam, da je. Ampak, ja, to je celo. Kar se učimo zgodovine v šolah, še predtem je zelo veliko. Je pa res, da je vsako leto kaj novega odkrije, vsako leto je kaj novega, tako da učbeniki z arheološkimi poglavji bi se mogli vsako leto ali pa na 2 leti kar zamenjati. Tle smo. Evo, jaz mislim, da vidim. Ok, ups. Samo moram obrniti, ker vsak to časa ustrenje ne deluje. Aha, hvala Pina, ni še drugače. Ja, škoda. Je pa res, da to zelo težko zgodovinar uči, ne mogo arheolog. Ja. Ko ste videli obroba, mislim, linija, take čudne oblike, je tole. Zelo težko vam pokažem. V resnici je, če se takole pogledati, v resnici je od kole, po moji kakšnih 20-30 cm visok nasip do tkole. In pod tem nasipom se skrivajo ostanki zidu. Takole ga vidimo, takole gre. Sam mislim, sam mečkan, kdaj je tudi za mene težko, pa se s tem ukvarjam profesionalno. Ja, je. Ampak tale, kljub temu, da je zaraščen, kar je zanimiv, meni je vedno to zanimiv, kljub temu, da je zaraščen, ni rob zdajšnje parcele. To je zelo tako zanimiv. Aha, tlele vidimo malo bolj, kaj je prebito. No, in ja, takole gre. Tole je. In pol, tlele se mogoče, in vse tole, takole, če sledite, to je linija, tle od spodaj so ostaline zidu, prazgodovinskega, suhega zidu, meje, in gre vse takole v tisto noter. Tako da je čisto razumljivo, da preden smo imeli v času, ko nismo imeli liderja, teh stvari enostavno nismo videli. Namreč, kdo pa misliš? Misliš, da je to ena grbina v tleh? Ja, to je zid tiste ograde, ki sem pokazal, se lahko še enkrat. In to nam je pač, to nam pove, da prostor ni bil prazen, recimo, dolgo časa, ko so se karte delale, so bile samo gradišča, vse vmes je bilo pa belo. No, zdaj vemo, da je zelo, kot je rekel, bilo aktivno, vmes tudi, zelo aktivno.
tle sicer se mi zdi, da je malo manj, ampak če gremo kaj bolj proti Ambrožu, pa kaj je poln tega, ogromen. Tu drugje. Pa ne samo tle na Krasu. Ok, samo da najdem liste, kam sem dal. Jaz sem zdaj tlele. In takole sem gledal, takole. In vidite, da gre. In vidite tole belo, tanko črto, to so pa zdajšnje meje suhi zidovi. In kot vidite, enostavno ignorirajo celotno zadevo. In so tudi tanki, seveda, to je lih pol metra čez. Ja, kate, to so bile ograde za živino. Meni se bolj zdi, da to so bili vgrajeni prostori, kjer ni smela biti živina. Razne njive, mogoče celo tudi posamezne kmetije, a ne te groblje. Kaj pa veš, mogoče so pa ostaline tudi kakšnih stavb, ampak zaenkrat, no, kar je bilo izkopanga, je uposodilo, da je bila to kamnita groblja, kamor so metali gor kamne. Tle je tudi zelo, vidite, zelo prepredan, ampak veliko tega je tudi srednjeveških zadev. Ali pa tudi iz časa prstevne vojne. Kar je zanimiv predvsem, a vidite tole črto? To je ena velika, dolga, ki gre vse kaj do Temnice in še naprej. Ena zid, ki je iz časa prazgodovine. In to je to. Zelo zanimiv. Verjetno gre res za razdelitev enega območja, namreč smo tudi profesor Mlekuš, ki je te stvari preučuje, je videl na enih območjih, da so zelo jasno razdeljena prostor v krajini med različnimi gradišči s takimi dolgimi zidovi, ki ni nujen, da so ogromni, ampak je ena zid, ena ločnica, ki poteka čez celo krajino. Tako da to. To je to. Jaz bom s tem zaključil. To je to. Upam, da ste uživali. Verjetno bomo to tudi objavili na našem YouTube kanalu in tudi tlele na Facebooku se boste lahko gledali za nazaj. Hvala Bogu je nevihta šla mimo, dež in tudi veter se bomo miril zdaj na koncu. Tako da to, upam, da se bomo malo kaj tudi srečali na kakšnem uživo pohodu, če ne pa, če bo pa še vedno veljalo omejitve, bomo pa še kakšnega letos izvedeli takole, online. To je to, lepo se imejte, adijo.